Goričanom na terenu spisal lepo nogometno zgodbo. Ta njegova pot ga je izblokovala v zdravo osebnost. Dragi Miran. Goričani bodo morali biti seveda tisti, ki bodo vodili igro. Videli pa bomo, kako bodo v tem smislu uspešni. Zdaj podaja proti Celcerju. Celcer je ostal sam. Celcer prevrata. Vrata so prazna, priložnost za Mariniča in gol. Začetek 4. minute in vodstvo za domače. Leon Marinič je dosegel svoj prvi gol v sezoni. Pušček. Morda priložnost za Gerca. Oddaleč je streljal in izenačil. 1-1 v 30. minuti. Ankaran se je torej izvlekel, poravnal rezultat. Še drugi nevaren Suličev strelj, že v 25. minuti je streljal z razdalje, ampak takrat mimo gola izvedel bo tudi tale kot. Sulič pred vrata, spet je nevarno, priložnost za Zemljaka in Žigon z desnico v sredino, Lipušček in vrata so prazna, Burgič je strelec. Miran Burgič ob slovesu od goriškega dresa za 2-1. Goričani so torej v 55. minuti povedli. V lokalnem derbiju Maribor pa bo doma igral z Gorico. Burgič pred vrata, priložnost in 3-1, 69. minuta. Humar je strelec. Skota pa bo podal Suđi. Suđi v sredino, priložnost zdaj za Burgiča. 4-1, Miran Burgič se sicer poslavlja, ampak zagotovo ni za staro šaro. Nenatančno, ampak napad Ankarana še traja. Matošević, Sulič, dobra poda Suliča in nevaren udarec na koncu Gerca. Torej, tole je bila za Gorico 14. zmaga v sezoni in 20. poraz za Ankaran. Strelci Marinič, Burgič dvakrat in Humar za domače in Gerc za Ankaran za končni rezultat. Gorica 4, Ankaran 1. Hvala za pozornost in lep dan še naprej. Ja, dejansko, če bi sam napisal scenarij, bi težko boljšega napisal in kako ste rekli, 2 zadetka, asistenca, zmaga in ostajamo tudi v borbi za 4. mesto do zadnja kola. Ja, zagotovo, pomembno je, da smo ostali v igri, da je še vse odprto in potem je tudi zadnjo tekmo dosti lažje se motivirati in dosti lažje igrati. Vemo pa, da bo težko, ker tudi Maribor rabi zmago, ampak konec koncev tako tekmo je lepo igrati, ker bo poln stadion in bo ena nagrada za vse nas. Ne strinjam se popolnoma, začeli smo slabo, dobili smo gol, pol smo začeli narekovati igro. Videli se sami, kaj se je dogajalo, tudi pri 11 metrovki. Čisto že ne vem niti kaj reči, to nas je malo ubilo, ker je bilo, na koncu smo dobili namesto 11 metrovke smo dobili 2 rumena kartona. Ta ista zgodba nam se je dogajala tudi pri istemu nekje drugje. Ponavljam, že prejšnji teden sem nekaj rekel, da se je delo čudno drugi gol proti temu. Pravim, neke napake, ki grejo vedno v neko tujo smer. V drugem polčasu smo pač provali, dobili smo naivno ta zadetek iz prekinitve in potem je šla akcija tako, kot je šla. Pravim, Gorica je zmagala. Na koncu so iskali te pol kontre, imeli so več prostora, mi smo provali, nismo uspeli. Prvi polčas je bil dober, naš golman v bistvu se ni enkrat vrgel razen prvega zadetka, ta zadetek, ko je padel. Ne moram drugo komentirati, ker včasih moram igrati proti 12 in 13 igralcev, ponavlja se ista zgodba, jaz pravim, noben nikdar ni kriv, krivi smo mi, zgleda, da smo mi krivi, ampak čaka nas še zadnje dejanje v nedeljo, upamo, da bomo uspeli sanirati določene poškodbe, da bomo se organizirali. Mislim, da je to tisti, ki to pravim, vidi, tisti, ki ne vidi, mislim, boljše, da niti ne vidi, kaj se dogaja.